Želijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sočne dni. A obstajajo poleg povodnega moža še kakšna druga mitološka bitja, ki so domovala v Ljubljanici? Ali pa kake zgodbe? Seveda, ne. Ljubljanca je pač voda, ki je ustvarjala jezero, na katerem naj bi živel zmaj. Tako da v bistvu Ljubljanca in zmaj sta povezana, ne. Zmaj je zelene barve, Ljubljanica je zelene barve. Podvodni mož je ena čudovita legenda, ki je imela tudi, recimo, ljudje so včasih še bolj resno jemali, mogoče kot danes, ko so ustvarjali to strugo v samem mestnem jedru, naj bi celo iskali njegovo palačo. Celo do tega so šli, to je tam nekje pa Šentjakobskem mostu, tam naj bi se ta palača, so domnevala, nahajala in tam naj bi podvodni mož imel kristalno palačo, ki je bila čudovita, pač naj bi tudi to iskali. Vemo, da so Rimljani spremenili strugo reke Ljubljanice pri Črni peči. To strugo se lahko še danes vidi, ki je bila ta struga, ker je šla pač bližje k samem kamnolomu. Ker tam so pač Rimljani kopali apnen za svoje mesto. Kako zelo se je spremenila struga, seveda lahko to vidimo v starih posnetkih reke Ljubljanice, tudi na kakšni sliki. Lahko pa to tudi vidimo, če se peljemo po Ljubljanici. Iz tega nekega betonskega mestnega jedra se Ljubljanca kar enkrat odpre, postane precej širša, čim enkrat pridemo mimo Gradaščice. In najprej se začnejo te Trnovske stopnice, potem pa če gremo bolj naprej in od Špice naprej, kad bomo tu šli kasneje, pogledamo gor, je Ljubljanca kar naenkrat ena ogromna reka. Precej široka, več 10 metrov je široka, medtem ko v mestnem jedru ima pa konstantno širino 22 metrov. Je bila umetno zožana, umetno poglobljena, po tleh so betonske plošče, pa železnica se je vozila noter. Zato, ker so postavili tire, kot sem prej rekel, zaprli smo strugo reke Ljubljanice pred Gradaščici, Gradaščica je stekla po drugi strani, se je pač zadeva začela izsuševati, voda je utekla in so začeli poglabljati strugo reke Ljubljanice. In na koncu so noter postavili v bistvu tirnice, gor so dali vozičke, na te vozičke so na to odpadni material metali in potem to lahko odpeljali stran in s tem poglobili reko Ljubljanico. Tako da lahko rečemo, da smo imeli v bistvu že na Ljubljanci mogoče edini vlak v kakšni reki, ki obstaja. Jaz ne poznam nobene druge, ki je imela kdaj vlak. Ljubljana bi bila na nebo tički zvočla. Legenda je recimo pač ta zgodba o teh naših pekih, ki smo jih namakali v mestnem jedru. Lahko rečem, da to je bila res precejšna kazen v tiste čase, ker včasih so bili ljudje prepričani, da po rekah, v evropskih rekah potujejo hudiči, ki ne bi jih neverniki pošiljali v reke. Te ne bi potem po rekah navzgor potovali, napadali
dobre Evropejce in tem bi se potem zmešalo in bi jih mogli zažigati in zažigati tudi smo jih. In zato je tudi eno razlogov, zakaj se v srednjem veku niso umivali, ker so se bali vode, ne? In zato zelo veliko ljudi ni znali plavati. In potem si pa predstavljate, če ste pek, ko vas ulovijo, da ste goljufali, vas tlačijo v leseno košaro, vržejo v reko Ljubljanico, začnejo namakati, čakate, da vas napade en ogromen hudič, da vas obsede in nasplošno ena grozna kazen, v bistvu to, da so jih metali v vodo in jih potem tam upirali njihovih grehov. Srednji ta del starega mestnega jedra je sicer bil prekopan, smo zaprli pri Gradaščici to reke Ljubljanice, celo speljali skozi Gruberjev prekop. Nato se je ustvaril ta današnji izgled tega kanala, tega betonskega pretoka reke Ljubljanice, ki pa je še vedno izredno pomemben. Ne bi si mogli privoščiti, da bi tukaj recimo zaprli pretok reke, ker potem bi se leseni piloti, na katerih je v bistvu velik del stare Ljubljane zgrajen, začeli suševati in stavbe bi se začele podirati. Tako da še danes je Ljubljanca za Ljubljano dosti večjega pomena, kot bi si kdo rad predstavljal. Osrednja zgodba, ki se mi zdi, da najmanj ljudi ve o Ljubljani in o Ljubljanci, v bistvu ta, da Ljubljanca pač teče skozi dva različna toka. Imamo naravni tok reke Ljubljance, ki teče skozi staro mestno jedro, pa Gruberjev prekop, ki teče pač na drugi strani Grajskega griča. Ampak najmanj ljudi se pa zares zaveda, da s tem, ko imamo reko na eni strani, s tem, ko imamo reko na drugi strani, dobimo največji slovenski otok.